Drage gledalke, dragi gledalci, z mano je Domen Kralj, 35-letni programer, ki izgleda kot srednješolec. Domen, koliko časa se že ukvarja s programiranjem? Ja, načeloma začel sem v osnovni šoli programirati neke Lego robote. Gre v bistvu za programiranje samo, da ti pomaga grafični umestnik, zato da je zadeva dosti lažja. Dejansko v programskem jeziku sem začel pisati nekaj v prvem letniku. Kako si pa programiral robote v osnovni šoli? Neko podjetje, Lego, je ustvari nekega robota, kateremu potem lahko mi dodatno na zelo preprost način dajemo nek ukaze. Kako to, da znaš programirati, ker navadni smrtniki tvoje starosti, ne vem, če znajo zares programirati? Ja, sej pravim, jaz sem imel željo, tudi družina ima dosti podobno, mislim, mi je dala dosti podobno okolje, tako da sem se vse v bistvu naučil z interneta, no. Kaj pa na internetu? Ali si pogledal kakšen tutorial na to temo? Ogromno je YouTube posnetkov, ogromno je tutorialov, obstajajo pa tudi internetni kursi, pač v bistvu spletne strani, kjer nas strukturirano vodijo k učenju programiranja. Lekcije in to lahko naredi. Tako. Dobro, dajva se osredotočiti še malo na umetno inteligenco. Po tvojem strokovnem mnenju kot 35 let star programer, kdaj misliš, da bodo roboti sposobni zavzeti svet? Načeloma robot zmer dela to, kar mu programer naroči, torej kar mu v bistvu ukažemo. Tako da ne vem, jaz v prihodnosti ne vidim, da bi lahko kar robot začel razmišljati tako kot človek in bi rekel, aha, jaz bom pa ukradel tale avto, tega robot načeloma ne bo naredil. Lahko nas je pa bolj strah ljudi, ki stojijo za ustvarjalci teh robotov oziroma za temi roboti, ne vem, še večje korporacije ali pa, ne vem. Ali pa kakšen zelo nadarjen 35-letni računalniški programer. A imaš ti drugače kakšne projekte, na katerih delaš, oziroma kjer se vidiš? Bil sem načeloma, da bi imel nek projekt, ki ga bi zdaj lahko predstavil in bi spremenil svet, načeloma ga nimam, ampak se mi pa skozi pojavljajo recimo kakšni manjši projekti, ki jih potem realiziram. Zdaj v prihodnosti se mogoče vidim kot del ene programerske ekipe, ki bo pač delala nek program, ki ga potrebuje ali pa ne. Zdaj, omenil si, da mini projekti, ki pridejo zraven, lahko kakšnega omeniš, kje si sodeloval, ali pa kaj tazga, ali vse to poslovna skrivnost? Ja, ne vem, pač razne kakšne take igre, lahke, pa take, ne vem, programček, to lahko tudi gledalci probajo, ker bojo malo več izkušnje imeli, da lažje gledaš filme, torej da se ti zapomni, kateri film si katero epizodo si nazadnje pogledal, oziroma da srčaš po bazi epizod filmov. Kaj tazga. Pač ti majhni programčki, ki jih vsi delamo doma, ne? Domen. Koliko si ti skromen v resnici? Da mi povej še eno čisto neumestno vprašanje. Katerega leta si se rodil? 2001. Pravilen odgovor bi bil seveda 1984. Da mi povej še za konec predlog, kje se lahko naši gledalci naučijo nekaj o programiranju? Se pravim, obstajajo spletne strani, ki te strukturirano vodijo k temu. Imaš kakšno mogoče poseben prav ime kakšnega kanala YouTube ali pa kaj tazga? Načeloma ne, ker se teh res osnov programiranja že dolgo cajta temu ne posvečam glih ravno veliko časa, ampak gledalci bojo sigurno hitro najdeli, če bojo vsaj malo pogledali po internetu. Eno aplikacijo si drugače omenil, kaj pa za nadaljevanje. Recimo jaz poznam, vem, da je Code Academy, je v bistvu zelo za osnove, ampak to je po moje, da bolj za spletne strani. Ne vem, ne poznam. Ne poznaš Code Academy, hodoj. Ok, verjemte mu. Na kateri spletni strani si se pa ti učil? Se pravim, jaz sem več gledal YouTube posnetke, pa ne vem, kakšne spletne strani, kaj piše, skratka, jaz sem se zelo tako po koščkih učil, no. Ampak zdaj, če bi se še enkrat lotil te poti, bi šel dejansko reševati neko tako spletno stran, ki te strukturirano vodi. Strukturirano, se pravi, od začetka najprej abeceda programiranja in potem posamezni. Lahko, da bi rekli abeceda temu, mislim, res tako, ja, neko osnove programiranja. Ok, super. Domen, hvala lepa, da si vzel čas za to, še posebej pač, ker imaš verjetno doma družino in otroke, tako kot pač večina ljudi tvoje starosti. Hvala pa tudi vam za pozornost.